ko ste na današnji seji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razpravljali o zakonu o državnem holdingu, ste bil v razpravi dokaj oster. Gotovo. Kot sem najprej pohvalil gradivo, ki je bilo eno tistih gradiv, ki lahko vse skupaj navdušuje, ker o relativno komplicirani problematiki govori na zelo razviden, transparenten način. Pred nami je cela zgodovina privatizacije v tej državi od leta 1992 dalje. Kako je to premoženje, ki je bilo namenjeno v pokojninskemu skladu, kopnelo in je danes kopnelo do njegove ocenjene tržne vrednosti cirka milijardo evrov. Kritičen pa moramo biti vsi upokojenci, ne samo jaz osebno, ker lahko v ravnanjih dosedanjih oblasti ugotovimo, da se do vprašanja financiranja pokojnin obnaša dokaj neodgovorno. Ta ali ona vlada, sedanja, bodoča, s tem, kar je nakazala, je lahko samo vir negotovosti, ne pa gotovosti, ali pa nestabilnosti, ne pa stabilnosti v pokojninskem sistemu. In na to je treba opozarjati venomer, da ne bomo konec koncev upokojenci spadli kot tisti grešni kozel za vse tegobe te države v tem trenutku.